Mož me je peljal k svojim sestričnim predstaviti in mi je takoj padla v oči in mi je ležala v očeh še leta naprej. Leta 2007 sem videla, da kašča kar propada. Sva se z možem dogovorila, da jo odkupiva. No, potem je pa pač prišla bolezen, smrt in tako naprej. Ob moji okrogli obletnici sem se pa odločila, da moram svoje življenje z nečim podkrepiti, in sem se lotila obnove kašče. Najprej sem se lotila strehe, tako da smo cimper zamenjali, naredili na tleh, tako kot se ga naredi, spravili čez zimo in potem 2015 spomladi smo pa že gor postavili. Bobrovce smo dali gor, sem se pa najprej obrnila na Zavod za varstvo kulturne dediščine, kar priporočam vsakmu. In so mi oni svetovali, kako naj naredimo kakšno opeko. No, potem sem pa iskala zidarja, ki bi znal na star način delati, brez cementa, ker sem pa brez štemarce, sem se obrnila na restavratorski center, tam so me pa naslovili na srednjo gradbeno šolo in tam je bila profesorica, da sva se dogovorili, da pride pogledat, ker se je ravno takrat organizirala šola prenove, s tem, da so se povezale srednja gradbena šola, fakulteta za arhitekturo, Zavod za varstvo kulturne dediščine pa Združenje zgodovinskih mest. Najprej smo imeli 2 dni v Domu krajevne skupnosti teoretični del od gašenja apna in tako naprej, potem pa praktični del na kašči. Včasih se je imenovala Lukacova in z dovoljenjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine smo dodali še moje ime, tako da je zdaj je Lukacova Ankina kašča, Tako da se ve, čigava je zdaj, pa čigava je bila prej, tako da gre iz roda v rod. Zdaj je sicer majčkeno zob časa, zdaj že 7 let tega, je za pojavljati, da bo treba jo spet prebeliti. Drugače pa razlika od prej pa zdaj velika, kakršna je bila prej. No, in kasneje mi je pol še občina, so mi šli na roko in mi postavili zadaj za kaščo pitnik oziroma štirno. Potem sem pa v svoji režiji dala narediti še znotraj omete, vse popraviti, tako da so mi res naredili in vrata spodaj v klet, ostalo smo pa vrata, pa te stvari smo pa zgoraj pa pustili. Tla noter še originalna, strop lesen noter je originalen, spodaj je pa tudi še vse tako, kakor je bilo. Ja, bom rekla, sem se z možem pogovarjala z Janezom, je rekel, da ne boš kakšne druge stvari noter, je rekel, stvari, ki so
bile takrat ohranjaj naprej, a ne. No, in imam zdaj muzejček noter, kamor povabim mlade in starejše, mislim, in manj mlade, a ne. Prvi obisk, ki je prišel, a ne, so bili otročki z vrtca. Pa me eden vpraša, kje imaš pa posteljo. To mi je bilo tako zanimivo, a ne, kje pa spiš. Oni vidijo hiško, a ne, v bistvu je pa zanimivo to, da jim povem, da ni bilo hladilnikov, ni bilo elektrike, ni bilo vode v hišah, a ne, in tako naprej, in kar poslušajo. Poj pa pridejo tudi te pohodniške skupine odraslih, ki grejo recimo na planino, ali pa tudi posamezniki. Nekateri kar ne vejo, kaj bi to bilo, a ne, pa jim dam pač malo možnosti razmišljanja, a ne, pa jim pa povem. Tako da, ja, starejši poznajo te stvari, a ne, mladi pa ne. Ja, grem pa kar rada tja, ker se mi zdi, da je tako ena taka fajn energija je noter. Včasih poleti, ke je že v senci prav vroče, grem tja in mi je prav luštno, ali tam noter kaj preberem ali pa razmišljam. Ja, tako da, je Kašča, mislim, en tak, prijazen objekt. Obe sva majhni pa stari. To pa lahko poveš.